V veter, drugega nama itak ne prav stane drugega. Pihata čez 25 vozlov. Naj bo pol te valovi veliki zaustavljajo. Ampak zvečer naj bi veter se malo obrnil, tako da čaka večer. Do takrat pa moramo vrcati, ni druga. Medo sem imela včeraj ful pestro. Ali greva na motor, ali je pa za prevezati Prešine Jopiče gor. Sem te dve varianti so. Zdaj malo jeva, malo zajtrk, sva malo prespala čez noč pri Malagi na Sidru, ki so bila oba že malo gotova. Zdaj pa nadaljujeva proti Gilbretarju. Pa bo moral videti, da bo ujela tok, da greva čez, pa potem na Atlantik in proti Kanarskim. Zaenkrat še ne razmišljamo, kako bo na Atlantiku, ampak najprej mora do Gilbretarja prideti. Naj bi do večera nekje prišla. Tole je Španija, obala. Anita študira vetrove, takove, sončni vzhod. Glavno, nadaljujeva. Bomo videli, kako bo naprej. Zaenkrat je v redu. Lahko je bilo samo več vetra. Prej sva sicer jadrala že, sem nedolgo, zdaj je veter nehal, tako da sem raje pospravil jadra, ker drugače tako upleta, da adijo. Zdaj pa greva na motor, pa bo videla, kaj bo čez čas. Moji prijatelji. Približujeva se Gilbretarju.
in bilo že ful valov, vetra. Zdaj so prišla ko en pas, ki v bistvu ni ne vetra, in takih valov. Recimo že tam se vidi, kako se vse pen je belo, pa je, ne vem, 200 metrov za nama. So prišla ko en pas, ki ni nič, tako da si kar z motorjem še pomagava, da bova čim prej v Gibraltarju. Spet so naj obiskali delfini in jih je spet uspelo posnet. Danes že ene 3-4krat sva jih videla. Zdaj sem, da ne bodo kakšni kiti, ne. Mislim, videl bi jih že, da naj ne bodo kje napadali. Takrat se pa tle okoli Gibraltarja zadržujejo orke in so imeli letos že več kot 50 prijav napada. Zato mogoče jih ni najboljš, da bi jih medva tudi srečala. Napada v smislu tega, da pride do barke, se mogoče zaleti z repom malo udar, pa tako, ne, da bi zdaj skočila na tebe ali pa ne vem, ko si to predstavlja. Ampak že to je lahko dosti usodno za eno tako jadrnico, ki ti lahko krmilo odbije ali pa kaj takega. V primeru, da bi prišle, je najbolj zaprt jadra, ugasniti motor, dati v prosti tek, pa pustiti volan, da se premika in čakaš, da pač odidejo. In upaš, da ti kaj ne poškodujejo, to je vse. Evo, pred nami je Gibraltar. Zdaj greva pa najprej na bencinsko črpalko, da dotočiva gorivo, pač da imamo poln tank, ki bo itak mogla potem tle čez prečkati na motor. Zračunala sva, da tam okoli 8 zvečer moramo štartati od tukaj, da bova ta prav čas tam na prehodu, kjer je največji tok. V bistvu da bova pol prečkala, potem nadaljujeva proti Kanarskim otokom. Veter upam, da bo ugoden, tako da bova v par dneh na Kanarskih. Tole Gibraltar, Anglija, mogoče za ene malo čudno. Opsa, se kar valovi. Na oni strani je pa Afrika, ampak je v bistvu tudi Španija, Ceuta, spada pod Španijo. Gibraltar je pa pod Veliko Britanijo. Evo, je kar dosti ladijskega prometa, ful enih ladij tle čakajo. Medva greva zdaj tle naprej natankat, potem pa bova šla naprej proti Atlantiku. Jih vidiš? Lej, jih tle vzadaj sta, lej. Evo, še malo, da sva prispela. Je pa tle kar ene 20 ladij, takih večjih zasidrenih, tako da moraš kar malo slalom voziti. Da greva tankat Gibraltar, pa samo tukaj natočila, potem pa greva tle ven 100 metrov ven na sidro in bomo počakali na 2 urce, da si zajest narediva, potem pa greva naprej tankava. Še vedno čakava, da bo lahko dopolnila rezervoar z gorivom, ampak po špansko, na easy. Tako da se vidi od znotraj. Čakava, ki se tudi prijavljajo za marino. To je to. Očitno bodo prej zaprli, preden bomo medva natankali.
prvi dan na Atlantiku. Okoli 1 ure, oziroma ja, okoli 1, pol 1 zjutraj sva štartala iz Tarife, ki je bilo vetra, mislim, da je bil maksimum celo nekaj čez 50, 52. Glavno sva jadrala čez ožino med ladjami. Je šlo gladko, ker sva imela tudi ful dobro hitrost, tudi 8, 9, 10 vozlov. Je bilo to malo lažje pa hitro, sva čez prišla. Tako da sva potem kar jadrala celo noč zelo hitro. Zjutraj je bilo pa zmanjkalo vetra, tako da sva se zdaj kar celo dopoldne v bistvu guncala. Zdaj pa spet malo začenja veter. Gledal sem napoved, v bistvu se morava držati bolj odprtega morja, ne Maroka, obale Maroke. Bolj še do obali, manj vetra je. Za sabo vlečem, če bo kakšna riba. Drugače pa neki ladji tle odzune, vsake tudi kakšna vidva. Tako da zdaj nadaljujeva. Malo pa nekje še malo manj kot 500 nautičnih milj do Kanarskih. Drugi dan na Atlantskem morju, jadrava. Ponoči smo imeli skrajšano na drugo krišavo, ki je pihalo tam okoli 35 vozov. Valovi so res veliki, ki so taki dolgi, meni kar v redu. Niti je bilo malo mogoče slabo, ampak nič hujšega. Zdaj sva kavo pila. Zdaj sva pa po Ajsu na Avioniksu odkrila 2 jadrnice, ki plujejo nekje vzporedno z nama. Tukaj je ena, 12 milj za nama, pa tukaj vzporedno 12 ena. Tako da tisto je tale Jam. Ima isti kurs kot Medva. Medva ima v bistvu ta kurs že od včeraj. Pluje s 6 vozli. Drugače so pa ti podatki bolj tako, ker Medva tudi ima na 5 vozlov stav, pa do 9 letiva, pa tako naprej. Nadaljujeva naprej, malo še slabih 400 milj, 380 mislim, da do prvega otoka. Tako da, če bo takole pihalo, se pravi, potrebujeva nekje 3 dni še. Včeraj sva pa naredila v 24 urah 151 nautičnih milj, kar je kar velik. Če bi nama danes ob takem vetru uspelo podobno narediti, se pravi, bomo res v preko 3 dneh na cilju, kar bi bilo super. Dan jadrava, piha skozi, se peljemo tam 6-7 vozli, ki je povprečno. Še ne 2 dni imajo loč od Kanarskih otokov. Vidite, kakšno bo vreme naprej.
je tretji dan na oceanu. Dnevi so si podobni. Visoki valovi, močen veter. Najbolj zoprni so sunki vetra in ti valovi, ki se vijejo kot visoke gore. Če bo šlo vse po planu, naj čakajte še 2 noči. Evo, tretji dan na morju. Stanje je isto, tiha. Čas malo bolj, čas malo manj. Valovi smo veliki, dolgi, tudi teči manjši. Tudi v bistvu skoraj nekje isto. Plovijo tam okoli 6 vozli, povprečje, 6-4, kakor je. Tako da po valu dobijo hitrost, ko grejo po valu navzgor, naj je ustav. Povprečno je pa tam dobrih 6 navtičnih milj. Zdaj do marine Lanzarote imava še 234 milj, mislim da. Tako da računam, da v četrtek zjutraj, se pravi čez dan pa pol, nekje bo pa tam. Tam v daljavi je ena velika jadrnica, 59 fitna, pa pred nama je še ena kontra. Tako da smo spet 3 jadrnice na kupu, tako kot smo bili včeraj. Niso iste, tako da nas očitno kar nekaj pluje. Da sem ribo ujel spet, ampak je bila pa točno zgleda, da ni zdržalo. Ne zavora, ne tole, ki za palco zataknem, ki je čisto zvilo, in sem zdaj nazaj poravnal, pač kakor sem lahko z roko. Palca je bila čisto ukrivljena, potem pa sem še tink naredil in je do konca. Glavno je bilo nizga. Tako da sem se odločil, da zdaj ne bom lovil. Moram najprej pripraviti novo vabo, pa laks, pa vse tako naprej. Zdaj imam itak skozi posla s tem trimanjem jader, ker se ful guncava, pa moram smer spreminjati, da nama ne preletava. Sicer sem zdaj tudi takole naredil. Sem prevezal še kontra. Tle pa čez, da ne more nazaj, da lepo drži bum, tudi je saj fiksen. Penguna nisem uporabil za Genovo. Zdaj, na momente spet piha čez 30 vozlov, pa je pol tu problem. Tam od spredje hoditi, pa snedol, pa še gumenjak imam, pa prpet, pa tako naprej. Gremo ti z vozom počasnej, pa ni toliko dela. Več pa nič novega. Nadaljujemo s potjo. Tako da imamo malo za varnost, za prpet na 2. Če hodim kaj po jadrnici, pa kaj, da ne bi vodo padel. Mislim, padeš glih, tako sem si prevezal. Evo, jadrnica v tisti smeri, mogoče se vidi, jaz vidim, na kameri verjetno ne, pa pred nama je še ena. Še en dan na Atlantiku, Anita počiva. Zdaj dopoldne je bilo malo slabše vremena, zdaj ga je malo več, spet recimo primerno plujeva. Včeraj sva preplula v včerajšnjem 163 navtičnih milj, kar je 6,8 vozla povprečje. Tako da kar narediva tam na dan, 150-160 navtičnih milj. Danes bomo dosegli Kanarske otoke, sem še ne veva kdaj. Zdaj, kakšna bo zdaj ta najina hitrost, ker je v bistvu vsak dan tako zjutraj malo manj piha, potem pa čez dan začne bolj, zvečer, noč pa fajn piha. Tako da čez noč sem zdaj tudi drugo krešavo glavnega jadra, zdaj imam glavnega čisto odprto, pa imam samo Genovo skrajšano. Plujemo večinoma z vetrom, se ne spreminja smer samega vetra, edino jakost se menja, po noč pa dosega tam do 40 vozlov. Tudi kak pestro pozna pol guncet, ker malo kakšen val pride bolj z boka in tako naprej. So kar veliki valovi.
Danes pa naj bi, ne vem, recimo tam okoli sred noči plula do prvega otoka, kjer se bo šla v marino, da se malo učediva in spočijeva. Malo je treba jadrnico čistiti, tako naprej. Pa še 3 nove goste dobimo. Natalija pride, pa še 2. Potem pa bomo skupaj šli na sosednji otok, potem pa Nita in te 2, Božo in Maja, odidejo z avionom, jaz pa Natalija, pa bomo potem nadaljevala pot naprej proti Karibom. Še prej pa bomo nekje 3 tedne tukaj ostala na Kanarskih otokih, pa da se priprava za to najino pasaža 3-tedensko. No, upava, da bo 3 tedne. Mislim, da bo kar dolga. Jaz težko takole tele dolge plovbe mi ne ustrezajo preveč, ker mi je preveč dolg čas. Tudi, če bi hotel kaj početi, kaj dosti ne moreš, ker se gunca, ne moreš kuhati normalno, ne moreš sedeti normalno, ležati ne moreš, nič se ti ne da, plom, tako malo zoprno je. Vse drugač ni nekaj strašnega, ker je itak vremensko kot me konstantno, se pravi, piha skozi veter v isti smeri, edino potem s to jakostjo vetra se tudi višina valov povečuje. Ne izgledajo veliki valovi, zdaj ko so taki dolgi, ampak na gunca se pa vseeno dovolj. Bog za zdaj. Da sva prispela že vidva otok, tako da bo zdajle večer. Sicer bo že potem prišla, ampak otok pa že vidva. Vse, v bistvu vse 3. Evo, tam od sonca malenkost levo. Plano, še zadnje milje, zadnje ure. Opa, malo drsi, piha. Evo me, da so včeraj prispela na cilj. Brez težav zopet ni šlo. V bistvu ob 1 zjutraj, ko so hotela iti v marino, sem se hotel spustiti glavno jadro in ni šlo. In kaj se je zgodilo? Nogavica se je pač strnila, se pravi vrv ima jadro po okoli nogavico, zaščitno. In ta nogavica se je nekaj pač, ne vem, strnila ali nekaj in nisem mogel jadro dol vzeti, nikakor. V marino normalno nisem mogel pluti, zato sem mogel potem v teh valovih vetrov iti pluti na motor. Tam eno bližje, ki je bilo pač možno sidrati, sem zasidral. Potem pa sem se 1 uro mučil, da sem dobil jadro dol, da sem pospravil. Potem so šla v marino. V marini so povedali, da imajo zdaj neko regato, ni to sicer Arca, ampak neko drugo, in da imajo vse polno, da nimamo kam iti. Tako da smo potem kar tam pred marino, ne vem, mogoče par kvadratov prostora so zasidrala tam. Zdaj zjutraj so pa prišli Natalija, Maja pa Božo. Smo se pa dogovorili, da me počakajo tam na bencinski črpalki, samo da jih poberem. Glede na to, da v tej marini ne moramo biti. Potem sem dvigoval ten sidro, normalno tle je vsega v vodi, sem zapel eno verigo, sidro in ne vem kaj vse, tako da sem bil še ves črn od tega, to je taka čist črn mulj blato, ki je vse vulkanskega porekla. Tako da zdaj smo vsi na jadrnici, na Genovo plujemo v 11 mil oddaljen kraj, kjer smo dobili pa končno eno marino. Priklicali smo vse marine, kar obstaja na otoku, kjer so nam obljubili, da za en dan, se pravi danes, bodo našli še neko mesto za nas. Tako da zdaj naš plan je, da gremo tam. Jaz se moram malo urediti, jadrnica je grozna, treba jo čistiti, moram zdaj ta štrik nekako zrihtati. V glavno dela imam dost,
ker jutri moramo pa že na sosednji otok, ker imajo potem počas se vračajo domov z avionom. Jaz pa ostanem potem tukaj in nadaljujem svojo pot po Kanarskih otokih.